Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na današnji izjavi po nadaljevanju koalicijskega vrha poslank in poslancev strank vladne koalicije ter ministric in ministrov vlade. Z nami so predsednik vlade dr. Robert Golob, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec in minister za finance Klemen Boštjančič. Današnji vrh je bil posvečen analizi davčnega stanja in prenovi šolskega sistema. Razprava o slednji še poteka. Več o tem pa bo prvi povedal predsednik vlade. Izvolite. Hvala. Za začetek mi dovolite, da bom naslovil na drugo temo. Včeraj smo bili spet priča temu, kam vodi sovražni govor in napadu na aktivistko Niko Kovač. In jaz bi rad izrazil to, da najobstreje obsojamo ne samo storilca, ki se je poslužil tega napada, ki je to izvedel, ampak vseh tistih, ki aktivno spodbujajo tako sovražni govor, kot tudi nasilje, ali verbalno, ali fizično, še posebej nad ženskami. Ta pojav je dejansko v Sloveniji postal vsesplošen. In politiki bi morali se trikrat vprašati, ali je res ustrezno, da v tem sodelujejo. Žal, marsikdo med politiki ne zmore te trezne presoje. Ponovno jih pozivam vse, da se vzdržijo spodbujanja sovraštva, zato ker to ne pelje nikamor. Kot ukrep, ki smo ga že napovedovali, pa bom zdaj vseeno ponovil, ta petek se bo prvič sestal strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. V strateškem svetu bo sodelovala trije deležniki, tri interesne skupine, na eni strani predstavniki relevantnih ministrstev, na drugi strani nekateri posamezniki na moje osebno povabilo in pa predstavniki centra nevladnih organizacij, ki so za to izpeljali razpis. Med posamezniki, ki sem jih povabil, sta tudi Dragan Petrovc kot zelo eminenten strokovnjak z tega področja, pa tudi gospa Nika Kovač. In Niki Kovač sem tudi ponudil to, da vodi strateški svet in da je tudi nacionalni koordinator za preprečevanje sovražnega govora. Mislim, da ni bolj primerne osebe za to točko, ravno zato, ker je ona najbolj izpostavljena žrtvu tega sovražnega govora. Žal pa niti približno ni edina. Če grem na današnji koalicijski vrh je dejansko imel dve temi, kot je bilo napovedano. Na eni strani predstavitev davčnih sprememb, ki prihajajo, usmeritve ostajajo take, kot sem jih že napovedoval v preteklosti. Vemo, da je danes Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu v svetu in vemo, da je Slovenija med najmanj obdavčenimi po premoženju v svetu. Ti dve izhodišči sta pomembni, ampak pomembno je tudi to, da ugotovimo, kakšen je neto dohodek posameznih oseb najprej, šele potem se ukvarjamo s spremembami, hkrati da ugotovimo, kakšno je premoženje dejansko posameznika. Zato bo spremembe šle v smer transparentnosti, v smer preglednosti dejanskega premoženja in dejanskih prihodkov, potem pa sprememb tako dohodninske zakonodaje, kot tudi spremembe zakonodaje pri davku na premoženje. Rad bi poudaril dvoje, časovnica bo taka, da bomo poskušali ujeti leto 2024 s spremembami dohodninske zakonodaje, s katerimi bi večinoma razbremenili sedanje plače, in spremembami davka na premoženje z letom 2025. Namenoma gremo v to časovnico na tak način, ker je ocena tega, kaj je realno premoženje, nekoliko bolj kompleksna od prihodkovne strani. Še to bi rad napovedal, da zaenkrat imamo izhodišče, da se sedanji davek, to je NUSZ, to je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je v pristojnosti občine in že velja, ohrani natančno tako, kot je, vanj načeloma ne bomo posegali. Zato, da ostanejo stvari primerljive s sedanjim stanjem. To je izhodišče. Razprava bo, časa imamo dovolj do leta 2025, razprava bo javna, transparentna in široka in iskali bomo družbeni konsens, na kakšen način zbrati dovolj davčnih virov, zato da bomo lahko Slovenijo spremenili, reformirali v še bolj pravično družbo. Zato, ker to je namen davkov. Davki niso namenjeni temu, da z njimi nekdo nekaj čudnega počne, davki so namenjeni sami stvari, da lahko živimo v socialno pravični državi. In to je tisti glavni namen, zakaj tudi spreminjamo davčno zakonodajo.
Kar se tiče šolske reforme, samo še 2 besedi. Ta debata je včasih daleč od oči, je izrazito strokovna. Navedel bom samo en primer in časovnica bo še daljša. Začne se nekatere spremembe že v šolskem letu 2023, večina sprememb v letu 2024, nekatere bojo pa trajale tudi do leta 2026. Predvsem zaradi tega, ker je učnih načrtov, ki se bojo spreminjali in se bojo končno po dolgem času začeli spreminjati, in kurikulu se bo spreminjal, zato potrebujemo ogromno število strokovnih skupin. Mislim, da jih je 216 samo za učne načrte, pa še 41 za programe srednjega šolstva in podobno. In vse to zahteva čas, vendar je to ena od stvari, v katere bomo zagrizli in jih do konca tega mandata tudi pripeljali do cilja. Eden od glavnih ciljev je, da seveda šolstvo prilagodimo in programe prilagodimo izzivom sedanjega časa. To je zeleni usmeritvi, trajnostni usmeritvi na eni strani in pa digitalni preobrazbi in digitalni pismenosti na drugi. Toliko za enkrat. Hvala Najlepša lepa. hvala, predsednik vlade. Sledi ministrica za zunanje in evropske zadeve. Izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz se najprej pridružujem ostri obsodbi včerajšnjega napada na vodjo instituta 8. marec, na Niko Kovač. Vsakršno takšno ravnanje, ko gre za fizični ali verbalni napad, sovražnost, je popolnoma nesprejemljivo. Jaz sem tudi Niki Kovač večkrat dala podporo, posebej v tej zadnji akciji, ko gre za osveščanje ljudi s poudarkom na ljubezni. Vse pozivam, da se vzdržijo vseh komentarjev sovražnosti, nizkih udarcev, žalitev na račun zlasti žensk, ker je to popolnoma nesprejemljivo, neprimerno. In zdaj boste mogoče razumeli, zakaj se v zadnjih tednih tudi tolikokrat pogovarjamo o nujnosti zagotavljanja enakosti spolov v Sloveniji in krepitve človekovih pravic, kar je tudi pravic žensk in deklic. Zdaj jaz bi, kar tiče današnje razprave, povedala najprej glede razprave o davčni prenovi davčnega sistema. Mi smo slišali danes zelo dobro analizo, tudi zelo dobra izhodišča, bi rekla so primerne koalicijske usmeritve. Sem zadovoljna s to razpravo. Mi moramo narediti pravzaprav predvsem dvoje. Strinjamo se, da potrebujemo večji javni učinek financ, torej da ukrepiti moramo vire javnega financiranja za kritje vseh storitev oziroma za potrebe vseh ljudi in da moramo narediti bolj pravičen sistem, kar pomeni, da moramo bolj pravično porazdeliti bremena, torej po sistemu tisti, ki ima več, tudi plača več. Zdaj, ena najzahtevnejših reform to zagotovo bo. Nikoli ni dobro govoriti o davkih in bo to kompleksna reforma, ampak še kako potrebna. In danes smo se tudi dogovorili, da bomo skozi različne delovne skupine, strokovno javnostjo, z civilno javnostjo res skušali doseči čim širši družbeni konsenz, ki ga takšna reforma potrebuje. Zdaj, edini način, da bodo naše javne finance resnično zdrave in da bomo lahko izpeljali načrte, ki smo jih zdaj v zadnjih mesecih obljubili ljudem, je dejansko to, da vse te pravice financiramo iz davkov in pa prispevkov in ne na račun zadolževanja ali pa primanjkljajev. In jaz mislim, da smo se danes tu z tem vsi pravzaprav strinjali. Predlogi Ministrstva za finance, če rečem prvo grobo oceno Socialnih demokratov, so vsaj ideje, ki jih v veliki meri lahko podpremo, ko gre zlasti za prenovo obdavčitve premoženja, da vrednotimo premoženje, to bo težek zalogaj, in pa opozorili smo še, da tudi prejemnike kapitalskih dobičkov obdavčimo s progresivnimi razredi namesto z trenutno nepravično enotno davčno osnovo. Torej to, kar zadeva prenovo davčnega sistema, glede
prenove šolskega oziroma modernizacije, če rečem, glede na nove okoliščine in tudi na dejstvo, da že kar nekaj let se s tem nismo ukvarjali. Pa lahko samo rečem, da smo danes slišali izhodišča, pravzaprav razprava še poteka in se bomo podrobneje o vseh teh izhodiščih pa časovnici lahko pogovarjali v tednih, ki so pred nami. Je pa tudi tu jasno, da bomo potrebovali en širši dogovor, širše soglasje. Skratka, brez tega, da bodo ljudje del procesa in vključeni v razprave, tako strokovna kot civilna javnost, tudi politika in vladna koalicija skupaj z opozicijo ne bo uspela narediti teh nujnih potrebnih premikov v državi, da bo šlo ljudem bolje. Hvala. Najlepša hvala. In še predstavnik Levice, ki nadomešča ministra. Izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej se tudi sam pridružujem obsodbi napada na Niko Kovač. V Levici ostro obsojamo vsakršno izražanje nestrpnosti in tudi vsakršno fizično nasilje nad posamezniki, ki imajo drugačno mnenje. V zadnjih letih smo se tega preveč nagledali in zato smo tudi veseli in zadovoljni, da bo začela delovati skupina, ki bo intenzivno delala na tem, da se pripravi ukrepe, da se tovrstni sovražni govor prične omejevati. Možnosti je veliko, imamo veliko manevrskega prostora in prav je, da živi vsak v družbi, v kateri lahko izraža svoje mnenje, ne da bi se bal zaradi tega. Kar se tiče koalicijskega vrha, moram poudariti, da smo v Levici zadovoljni z izhodišči, ki jih je predstavilo Ministrstvo za finance. Gre za zelo pomemben korak v tej prenovi davčnega sistema, ki gre v smeri tega, da se davčni sistem poenostavi, se pravi, naredi tudi s tem bolj pregleden, predvsem pa, da se ga naredi bolj pravičnega. Bolj pravičnega zato, da se izpolnjuje tudi tisto, kar bi lahko rekli, da so neke družbene potrebe v 21. stoletju. Vemo vsi, da se soočamo s številnimi izzivi, ki jih prenaša sodobni svet, začenši z okoljsko krizo, ampak tudi z ostalimi situacijami, s katerimi smo soočeni iz dneva v dan, kot so starajoča družba, pomanjkanje neke solidarnostne infrastrukture v državi in zato je tudi prenova davčnega sistema pomembna, da se na bolj pravičen način redistribuira bogastvo in se ga tudi nazaj investira v družbo, zato da bodo imeli ljudje čim več od tega, kar proizvedemo. Tako da, kot rečeno, izhodišča, ki so bila predstavljena, so zelo dobra osnova. Mislim, da je tudi dialog in debata, ki je potekal na vrhu, šel v pravo smer in nakazuje na to, da lahko naredimo še te pomembne korake v tej smeri. Kar se tiče modernizacije šolskega prostora, seveda gre za tudi zelo pomembno vprašanje, ki je nažalost velikokrat prepuščeno nekim drugim redom oziroma ostane nekoliko bolj v ozadju. Je pa ključno, če želimo tudi v tem spreminjajočem se svetu našim otrokom in tistim, ki se izobražujejo, zagotoviti čim bolj prodorno in tudi uspešno pot v tem izobraževalnem sistemu. Tako da to, kar je sedaj minister oziroma ministrstvo pripravilo, so obsežne razprave. Tudi tu sem zadovoljen, da bo enega od strokovnih svetov vodil dr. Vogrinc iz pedagoške fakultete, ki bo zelo široko peljana in na tak način, da se identificira, kaj vse so potrebe našega šolskega prostora, tudi na področju kadrov in ostalih sprememb. Tako da še en koalicijski vrh, ki se je zaključil z pozitivnim pogledom naprej in tako tudi dela ta koalicija. Najlepša hvala. In težko pričakovani minister za finance. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot so moji predhodniki povedali, kot smo napovedovali, danes smo predstavili izhodišča za spremembe na davčnem področju. Zdaj, seveda, na Ministrstvu za finance smo te analize in izhodišča, ki smo jih danes predstavili, pripravljali že od lanskega leta. Kot veste, smo en del na davčnem področju spremenili že lansko leto. Se je tikal 5 zakonov. O tem, kar se zdaj pogovarjamo, se bo verjetno tikal še več zakonov. Zdaj, ključna ugotovitev je, da potrebe družbe
na eni strani in na drugi strani davčni sistem ne gresta več skupaj, če hočete, sta skozi bolj narazen, tako da želimo preko davčnega sistema pravzaprav tudi nasloviti te naraščajoče potrebe družbe. Zelo vesel sem, ker smo tekom razprave se tudi strinjali o tem, da so seveda na drugi strani državne možnosti omejene. Kot veste, se vračajo fiskalna pravila, tako da sem vesel, da bomo tudi v pripravi izhodišč za naslednjo leto lahko to upoštevali. Kar se tiče pa samih teh sprememb na davčnem področju, je pa ključna bila analiza stanja. Ključna ugotovitev je, da smo v zadnjih 20 letih skozi razne popravke različnih zakonov, pri nekaterih smo šli tako daleč, da je zmanjkalo črk v abecedi glede novel posameznih zakonov, v glavnem uveljavljali določene parcialne rešitve, nismo se pa pravzaprav pogledali v ogledalo oziroma pogledali celega sistema kot celote. To je tisto, kar smo danes naslovili, temu je bila namenjena analiza. Nismo želeli iti predaleč, torej ključne ugotovitve, ki smo jih predstavili, se dotikata dveh področji. Eno je dohodnine. Na dohodninskem področju je tista stvar, kjer verjamemo, da so potrebe nujne. Na Ministrstvu za finance zagovarjamo, da resno razmislimo oziroma gremo v sistem tako imenovane neto obdavčitve dohodka, torej sistem odbitkov namesto današnjega veljavnega sistema olajšav. S tem bomo v veliki meri naslovili oziroma želimo, da sistem postane enostaven, transparenten, da ga vsi razumemo in hkrati, da onemogoča davčno optimizacijo na način, ki nikoli ni bil zamišljen. Skratka, drugo področje so nepremičnine. Na tem področju, seveda kot že večkrat povedano, gremo v smer predvsem obdavčitve progresivne. Tem najprej povem, da v veliki meri se to ne bo tikalo večine prebivalcev Slovenije. Tudi pri drugih zakonih je tako, ne pričakujemo bistvenih sprememb, ampak dejansko lažje razumevanje in olajšave. Dejstvo pa je, da seveda je eden od ciljev, ki ga tudi ne skrivamo, da sistem postane tak, da se davki plačujejo glede na ekonomsko moč posameznika. Mi smo danes, kot smo napovedali, to predstavili, ta izhodišča koaliciji. Namenoma smo pustili stvari relativno odprte, ker želimo od tukaj razpravo nadaljevati. V prihodnjih dneh in tednih bomo zelo široko odprli to razpravo, na eni strani na strokovnem področju, na drugi strani tudi na splošnem področju ali pa splošne javnosti. Kot veste, davki se tičejo vseh tudi zanimajo, tako da tukaj želimo biti naprej transparenti in jasni. Zaradi tega tudi taka časovnica, ko je predsednik vlade jo napovedal, torej želimo si vzeti dovolj časa, sploh za tiste stvari, v katerih se največ špekulira in kot rečeno, cilj je prenovljen davčni sistem, ki bo enostaven, transparenten in hkrati bolj naravnan na temu, da več prispevajo tisti, ki jim njihova ekonomska moč to omogoča. Hvala lepa, minister. Zdaj pa bi prosila, da se zastavita dve vprašanji za predsednike koalicije, ker bodo potem šli naprej poslušati šolsko prenovo sistema, ki je tudi pomembna, kot smo slišali. Torej vabim predstavnike medijev, da stopijo do mikrofona in če imate kakšno vprašanje za predsednike treh vladnih strank. Ja, Anže, izvolite. Anže Božič, POP TV. Mene najprej zanima, zdaj ne vem, a mi bo to mogoče premier najbolj pojasnil ali pa finančni minister, kaj ta meta obdavčitev točno pomeni, če lahko to prosim malo pojasnite. Drugo, mogoče nevezano na temo, bi pa imel za gospoda... Neto obdavčitev, ok, se pravičujem, sem meta obdavčitev, razumem. Ampak vsem bi jaz prosil za par pojasnil, prosim. Gospod predsednik, vas bi pa prosil samo za en odziv na tele zdravstvene nepravilnosti, ki se trenutno kažejo v UKC Ljubljana, torej verige dobaviteljev, drobljenje naročil, kako gledate na vse to skupaj, se vam zdi prav to, kar se v UKC-ju dogaja, prosim. Pa mogoče Ja, ker boste šli naprej poslušati. Izvolite, predsednik. Meta je sicer neka firma, ki ima Facebook v lasti, ampak
Jaz sem se kar se zdravstva tiče, ko smo izbirali ekipo, s katero smo se lotili tudi reforme zdravstva, smo namenoma izbrali dva največja borca proti korupciji. To ni bilo slučajno. Vse to, kar se zdaj odkriva, je posledica točno tega, kadrovske izbire ekipe na področju zdravstva. Na noben način ne želim komentirati konkretnih ne imen, še manj preiskav, zaradi tega, ker verjamem, da to, kar zdaj lahko spremljamo v medijih, je samo vrh ledene gore, nažalost. Tisto pa, kar želim sporočiti, je, da se nam niti približno ne nameravamo ustaviti pri temu, ampak želimo priti temu do dna, ne samo za nazaj. Predvsem želimo z popolno reformo zdravstvenega sistema na eni strani in digitalizacijo na drugi strani tega istega sistema preprečiti, da bi se take stvari ponavljale v bodoče. Edini način, da se sistemski korupciji, ki jo lahko zdaj zaznavamo v zdravstvu, v bodoče dejansko izognemo, je popolna transparentnost. In prva dva zakona, ki bosta predstavljena v kratkem, to je digitalizacija in pa zakon o ZZZS-ju, bosta ravno to dosegla. Z njima želimo doseči transparentnost porabe zdravstvenega denarja. Samo s tem, ko bo vsak od nas, vsak pacient videl, kje konča njegov denar in kdo je bil tisti, ki je bil plačan za njegovo storitev, samo na ta način bomo lahko preprečili, da se ne bi taki ekscesi, ki jih zdaj odkrivate vi mediji, v resnici v bodoče ponavljali ali pa da bodo izkoreninjeni. To je moj komentar. Pri tem bi pa še rad izrazil veliko zahvalo in pohvalo sedanji ekipi, zato da je v to strupeno jabolko ugriznilo, ne glede na to, da bi se spraševala za posledice zase. Zato imajo mojo osebno hvaležnost. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Eno vprašanje na davčno reformo. Gospa ministrica Fajon je rekla, da zanima me, če je pri davčni reformi dejansko bil konsenz med vsemi koalicijskimi partnerji, morda če se kje niste strinjali, in pa za gospoda premierja glede šolske reforme napovedali ste že neke spremembe za leto 2023, če lahko malenkost bolj konkretno, kaj se letos že obeta in kakšna je vaša vizija digitalizacije v šolstvu. Hvala. Bom jaz samo dva stavka okrog tega. Mi smo danes prvič začeli proces, dobili na mizo izhodišča, tako da nekega nestrinjanja pravzaprav ni bilo. Debata ni šla v to smer, poslušali smo, izmenjali poglede. Mislim, da bo zdaj veliko priložnosti skozi delovne skupine, s pogovorom, s stroko, s civilno javnostjo, da naprej izmenjujemo ideje, stališča. Smo pa podobno razpravo začeli in jo že vodimo tudi znotraj Socialnih demokratov, tako da bo veliko priložnosti, da najdemo ta širok družbeni konsens, je bilo pa vsesplošno strinjanje, da bo to zelo zelo nujna prenova, zelo težka prenova in da zato potrebujemo drug drugega, da se poslušamo in tudi slišimo. Hvala. Gospod Vatovec. Ja, kot rečeno, ministrstvo je predstavilo izhodišča, tudi zelo konkretne analize tega, kjer se trenutno nahajamo na ravni držav članic Evropske unije glede davčnega zajema in tega, kakšni so naši izdatki, in predstavilo nekaj izhodišč za možne rešitve. Tako da tu, kot rečeno že prej, je zelo enotno bilo stališče, da so te usmeritve prave, da je v bistvu, kar je predlagano in kar se morda tudi med vrsticami da razbrati, nekaj, kar gre v pozitivno smer za doseganje ciljev, ki si jih je ta koalicija zastavila. Tako da iz tega vidika, kot rečeno, zelo dobra in plodna razprava, ki bo verjetno v nadaljevanju prinesla do konkretnih in dobrih rezultatov. In še v šolski prenovi? Kakšni so njeni datumi? Torej, ko govorimo o prvih ukrepih, v resnici bojo določena izhodišča potrjena že do 1. maja letos, potem steče delo in imenovanje teh komisij. V letu 2023 šolskem bo prvi ukrep, ki se bo izvajal v sklopu teh sprememb, sprememba pa posodobitev prehranskih smernic v šolah. Spravi, želimo pripeljati v šolo
bolj zdravo prehrano na eni strani, na drugi strani bomo pa tudi nekatere ukrepe, pilotne projekte, kako zagotoviti, da bo dejansko šolske kuhinje delovale bolj ekonomično, na eni strani pa tudi bolj zdravo, in pa kako upeljati princip trajnostnega obdelovanja, trajnostnega razvoja in obdelovanja zemlje v čim globlje v šolski sistem. Ti ukrepi bojo že v letu 2023. Potem, ko ostali, ki se tičejo sprememb kurikula in pa učnih načrtov, so predvideni za leto 2024 oziroma kasneje. Kaj je bilo še eno vprašanje? Digitalizacija. Pri digitalizaciji je samo en ključni cilj in je logičen, in to je poenotenje na nacionalnem nivoju vseh digitalnih vsebin. Danes je to prepuščeno, ali pa tudi tekom covida smo lahko videli, da je bilo to prepuščeno večji ali manjši pismenosti posameznih učiteljev. Tisto, kar je namen, je, da se tekom letošnjega leta in potem mislim, da v 2024 pa postane to že v uporabi, da se pripravi enotne digitalne osnove za učne materijale. Tako, še kakšno? Ja. Na to temo? Ni, ampak bom postavil. Vitomir Petrovič, Planet TV. Gospod premier, če ste se že dotaknili boja proti korupciji in razjasnitvam, 3 vprašanja, na katera ste se že v petek nekako izognili. Ali je bila stalna praksa v GEN-I, ko ste ga vodili, da se je preko vodnih podjetij financiralo tudi diplomate za pridobivanje energetskih poslov? Drugič, zakaj niste naznanili kraje identitete romunskih policij? Pa če boste z gospod Vukovič končno pojasnila tista nakazila, v petek ste se nekako izognili temu odgovoru. Sploh ne. Vsa ta vprašanja sem odgovoril večkrat, najprej v predvolilni kampanji vsaj 3-krat na javnih soočenjih. Vsa ta vprašanja so bila sproducirana umetno in lažno strani takratne vladne stranke, ki je vodila vlado, to je SDS. Glede tega nimam nobenih težav pojasnjevanja, ampak volilna kampanja se je nekoč zaključila in volitve so za nami. Tako da verjamem, da to boli marsikoga, mene ne. In to, kar bom zdaj povedal, je, da ravno pred mesecem dni smo naredili naslednji korak, in to je, da smo ustanovili v parlamentu preiskovalno komisijo, ki se ukvarja ravno s tem, kar me sprašujete. Ukvarja se s tem, kako je prejšnja oblast zlorabila organe za represivne organe z namenom preganjanja političnih nasprotnikov. Vse te odgovore in še več boste dobili v kratkem in ne od mene. Ne bodo subjektivni, ampak bodo objektivni in seveda bodo zaključki tudi predani ustreznim organom pregona. In to je najboljši odgovor, ki ga lahko dobijo vsi Slovenci in Slovenke, ker jim s tem povemo, da se držimo načel vladavine prava in da imamo državo, ki je pravna, končno spet, in bo delovala. Kar se pa tiče, samo še medklic, da ne boste preveč nezadovoljni z odgovorom, jaz bi vam rad povedal, da seveda nisem naznanil kraj identitete romunski policiji, sem jo pa naznanil romunskemu tožilstvu. Tudi do policije bo prišlo, ko bo romunsko tožilstvo dalo to naprej. Ne dvomiti, zato ker verjamem v vladavino prava, ne samo v Sloveniji, tudi v Romuniji. Najlepša hvala. To je bilo še dodatno vprašanje, tako da se vsem 3 predstavnikom vladnih strank zahvaljujem, nadaljeval bo pa finančni minister. Hvala. Hvala. Izvolite, neto obdavčitev. Zdaj se bom vrnil sicer en korak nazaj, sicer pa kot razumem je takoj po temle dogodku še en dogodek, in sicer, ker bojo moji kolegi iz ministrstva, torej državni sekretar in direktorica direktoratov, še naprej odgovarjala verjetno še na kakšne bolj podrobne vprašanja, namreč, kot razumem, mi v kratkem nadaljujemo sejo vlade, ampak ne glede, da odgovorim na vprašanje glede neto obdavčitve, se bom vrnil en korak nazaj, pa bom mogoče odgovoril še sočasno na 2 vprašanje, ki vas zanesljivo zanimata. Zdaj, če bi poskušal vse to, kar smo danes povedali in razložili koaliciji, združiti v nekaj najbolj ključnih točk, je prva ta, da, kot sem rekel, nismo želeli iti predaleč. Mi nismo želeli priti z identifikacijo problema in rešitvijo, ker potem seveda je nesmiselna razprava tako s koalicijo, kot jutri širšo in strokovno javnostjo. Dejstvo pa je, da seveda določene stvari so v davčnem sistemu se v zadnjih 20 letih nabrale in to smo jasno
tudi predstavili. Zdaj sledi razprava in mi smo seveda samo neke nastavke, neka izhodišča dali za smer, kot jo ministrstvo vidi. Te nastavke ali pa 3 ključne točke vezane na to so: eno je ta sistem neto obdavčitve, katero se bom takoj vrnil nazaj, drugo je naslovitev tega davka na premoženje, oziroma bolj podrobno govorimo predvsem o nepremičninah, v tem okviru seveda pregledujemo tudi ostale možnosti, že zdaj napovedujem, so zelo skromne, tako da glede tega spet ne imeti prevelikih pričakovanj. Glede nepremičnin smo pa jasno tudi že povedali, da gremo v smer progresivne obdavčitve. Stališča Ministrstva za finance se nam zdi bolj smiselno glede na vrednost kot samo po številu nepremičnin. Kar se tiče tretja točka, je pa to, da seveda smo identificirali skozi zakone in novele teh zakonov, ki so se v zadnjih letih sprejemale, vrsto vprašanj, ki jih želimo nasloviti. Ali je to znotraj DDV-ja predvsem sistem znižanih stopenj, ali je to pri davku od dohodkov pravnih oseb sistem olajšav. To so stvari, o katerih se želimo v naslednjih tednih in mesecih jasno pogovarjati in verjamem, da tudi tukaj bo do določenih sprememb prišlo. Kar se tiče pa neto obdavčitve dohodkov oziroma sprememb na dohodninski zakonodaji, to pa dejansko ta predlog je po moje velika stvar. Današnji sistem je sistem odbitkov, torej imamo sistem, ko se pravzaprav prepletajo in zelo nejasno različni dohodki posameznika, na eni strani plače, na drugi strani določeni ljudje dobivajo določene socialne transfere. Pravzaprav je sistem tak, da nihče niti točno ne zna izračunati ali pa tisto dohodninsko napoved, ki jo dobimo v svoje nabiralnike, jo tudi, ko jo preberemo, pravzaprav relativno težko razumemo. Zdaj, skozi ta sistem in skozi te razne dopolnitve zakona o dohodnini se je po našem mnenju napletel v resnici precej nepregleden sistem, nekaj, kar moj državni sekretar pravi sračje gnezdo. Torej, kar mi predlagamo je, da gremo na sistem davčnih odbitkov, ki bo enak za vse. To pomeni, da tudi ta dohodninska osnova ali pa, če hočete, ničelni dohodninski razred, ki je danes, ta prvi razred dohodninski je danes, kot veste, na 5000 evrih, se bo v prihodnje lahko bistveno povečal. Ampak kar pomeni, da v tem paketu bomo naslovili vprašanja različnih bonitet ali pa davčnih olajšav, ki so se skozi leta v sistem prikradla ali pa namreč treba vedeti, da mi smo skozi leta reševali vprašanje relativno visoke obdavčitve plač skozi olajšave, kot so prevoz na delo, prehrana, regres, 13. plača, torej in skozi to poskušali reševati ta visoko obremenitev plač, tako da tudi tle danes pravzaprav nihče ne zna čisto točno zračunati. In v sistemu, ki ga mi predlagamo, je, da imamo enoten sistem, da del teh, recimo danes, neobdavčenih prihodkov prestavimo v ta ničelni dohodninski razred, zaradi tega se seveda lahko precej poveča, lahko govorimo tudi o nekaj tisoč evrih, s tem sistem bistveno poenostavimo. In na drugi strani se seveda noter upoštevajo tudi vsi prihodki posameznika, tudi če hočete socialni transferi. In s tem naslovimo vrsto anomalij, ki jih današnji sistem pozna. Recimo, samo en tak primer bom povedal, ki mi ga je en od gospodarstvenikov povedal, kako so se določene zaposleni niso želeli 13. plače, ker jim namreč dodaten dohodek lahko preveč zniža njihov obseg socialnih transferov. Torej, želimo narediti sistem, ki bo enostaven in kjer se bodo vsi dohodki šteli v enako osnovo in iz tistega potem se bodo seveda odbijali različni odbitki, ali je to za vzdrževane družinske člane ali pač karkoli. Hvala lepa, minister, bili ste zelo izčrpni. Še kakšno dodatno vprašanje sklepam?
Gospod minister, gospa Fajonova je omenila progresivno obdavčitev kapitalskih dobičkov. Za kakšno progresivnost gre? To morate gospod Fajonovo vprašati. Oni so na to novinarsko predlagali. sejo. To je ona predlagala na koalicijskem sestanku. Tako da kot smo se pogovarjali o progresivni obdavčitvi nepremičnin, je pač ona, kot sem razumel, predlog njihove stranke dala, da razmislimo tudi o progresivni obdavčitvi drugega premoženja, torej v tem konkretnem primeru kapitalskih dobičkov. Tako da več kot da je bilo to strani gospe Fajon predstavljeno na koalicijskem sestanku, vam ne znam povedati. Ok, smo dobili vsa vprašanja. Vsem se zahvaljujem, da ste bili z nami in vam želim lep dan.